župan občine Brežice, danes pa nekako smo se dogovorili, da predstavljam tudi Posavje. Posavju seveda je v zadnjih letih dejansko se opaža, da imamo vse več problemov, predvsem kar se tiče seveda teh ljudi, ki nekako so prejemniki socialnih podpor in podobnega. In ugotavljamo, da dejansko je potrebno tu narediti korak naprej. Predvsem je treba doseči to, da bomo omogočili vsem tem otrokom in pa vsem tem nekako sodobno in pa kvalitetno bivanje in pa življenje in da jih bomo čim bolj približali vsem ostalim. Nekako v javnosti se ustvarja vtis, in pa seveda tudi veliko dela, da samo z več denarjem, z višjimi socialnimi podporami, z višjimi otroškimi dodatki in ostalimi stvarmi bomo ta sistem seveda omogočili in pa rešili. V resnici pa opažamo, da pa ostale stvari se pa zanemarjajo. Pa naj začnemo od šol, kajti dejansko vse manj otrok obiskuje šol, napredka, kljub temu, da je veliko govora, koliko se trudijo v šolstvu in pa ostalim stvari, opažamo, da otroci ne hodijo v šolo, osnovno šolo ne končujejo, prav tako seveda tudi ostale stvari, zato jaz smatramo, da je potrebno nekaj narediti. Kot je bilo že povedano, smo se najprej seveda nekako odločili, da napišemo predsednici Državnega zbora, prav tako je bilo organizirane marsikatere okrogle mize in nekako ugotavljamo, da vsi, ki so v to vpleteni, pravijo, da so njihove zakonske možnosti omejene, da vsak naredi maksimalno, vsi pa ugotavljamo, da se stanje na tem področju izboljšuje. Zato smo se tudi odločili, da gremo te občine v zbiranje podpisov. Jaz bi se tudi zahvalil vsem krajanom in pa vsem, ki so to podpisali. Naša namera je dobronamerna, predvsem je želja, da se tudi vsem ljudem, ki so nekako na tem socialnem dnu, omogoča normalno življenje. Normalno življenje bomo pa lahko samo omogočili, če bojo otroci imeli možnost, da pridejo do izobrazbe, da se vključijo v okolje, da imajo možnost delati, kajti dejansko še enkrat poudarjam, samo z socialnimi pomočmi, z nekim denarjem ne bo napredka in mi si želimo, da vsi ti lahko živijo in sobivajo z ostalimi vaščani, to bojo pa lahko samo v primeru, če se bojo vključili in asimilirali v družbo. In jaz mislim, da te zakoni to omogočajo in tudi sam osebno in pa v imenu Posavja si želim, da bi parlament te zakone preučil, če jih je potrebno na kakšnem področju še dopolniti in da naredimo operativne zakone, ki bojo omogočale boljše pogoje za normalno življenje teh otrok, ki v prihodnosti ne bojo imeli nobene druge možnosti, če ne bojo prišli do izobrazbe in pa seveda do dela.